Prihajamo na vrh Pece, na najvišji vrh občine Črna na Koroškem. Najevsko lipo, ki je tudi najdebelejše drevo v Sloveniji. Goli vrh, najvišji vrh občine Prevalje. Kranjčev vrh, najvišji vrh občine Mežica. Ta točka je najvišja točka občine Slovenj Gradec, pa sva na najvišji točki občine Ravne na Koroškem. Sva na izhodišču za na Peco, to je pa najvzhodnejši 2000-ak v Sloveniji, visok 2126 metrov. To pa je najvišji vrh v občini Črna na Koroškem. Izhodišče sva zbrala dolina Tople, oziroma Tople. Greva pa zdaj proti domu na Peci, potem pa zavila v bistvu po direktni poti, ki je sicer ne markirana, proti vrhu Pece, potem se pa spustila dol do doma na Peci, pa prišla spet tukaj nazaj. Se pravi, izhodišče je pri nekdanjem rudniku v Topli. Po 7 minutah sva že na razpotju, prav ta glavna pot, oziroma glavna cesta gre proti domu na Peci, midva pa zdaj na Knepsovo sedlo, pa na vrh Pece po direktni poti nazaj, bo pa prišla tukaj od doma na Peci. Tako da gremo po najbolj strmi poti na Peco. To je pa Knepsovo sedlo med Končnikovim vrhom in Kordeževo glavo. Seveda midva sva pa namenjena na Kordeževo glavo, ki je najvišji vrh Pece. Sva na približno 1800 metrih. Evo, tako je nad nama je Peca. Evo, pogled na Kamniško-Savinjske Alpe. Evo, tukaj pa je tak zanimiv skalni osamelc. Bomo probali gor zlesti, če bo šlo. O, super. Wow. Čudovito. Evo, razgled na izhodišče. Tamle sva štartala. Sva na Knepsovem sedlu. Tle gor je vrh. Tako. Tle pa ta drug vrh. Se pravi vrh Kordeževe glave. Taj pa Končnikov vrh 2114. Kordeževa glava pa 2126. Evo, sledaj smo prišla z te strani. Pogled proti Radohi, Ojstrici, Planjavi. Pa brama je tista tamle ta zadnja desno. Evo, to je pa Knepsovo sedlo. Pa se nam je pokazala Kordeževa glava. 2126 metrov. Z te strani so pa šla. Evo, te dva sta pa desni je Bistriška špica, ta je že v Avstriji, ta levi je pa Končnikov vrh in pa Kordeževa glava. Prihajamo na vrh Pece, na najvišji vrh občine Črna na Koroškem, 2126 metrov. Super. Evo, vrh, čudovita panorama s Pece. Prva proti jugu nas pozdrav Radoha, potem so pa naslednji Velika Zelenica, Ojstrica, Planjava, Brana, Skuta, pa ali zadnji Grintovc. Tistle bo že Storžič, seveda. Greben pred nama je Olševa, pa greben Košute, tam v daljavi, in pa avstrijski Obir, pa te dva, se pravi, ta je Končnikov vrh, tista zadnja desna je pa Bistriška špica.
in pa proti Avstriji. Tole bo Pogorje Svinje, Uršlja gora, pa zadaj Pohorje. Z vrha Pece sva se vračala po krožni poti mimo doma na Peci. Zdaj sva pa že v votlini kralja Matjaža. Pojdimo pogledat našega heroja. Aha. Na senzor je luč. Aha. Evo, da vidimo našega heroja. Evo, umetno skopan rov. Evo ga, kako spi kralj Matjaž. To je že ena od znamenitosti občine Črna na Koroškem. Od votline kralja Matjaža sva prišla na križišče, zdaj pa spet nazaj v dolino Tople. Do votline je pa tlele samo 5 minut. No, zdaj sva prišla gledati pa naravno znamenitost Črne na Koroškem, in sicer Najevsko lipo, ki je tudi najdebelejše drevo v Sloveniji. Tako, evo jo. Ogromna, Maja pet zraven, da te vidimo, koliko smo miniaturna. Evo, vidite, je to gromozansko drevo. Gremo okoli pogledati, okoli lipe. Zob časa je že malo načel, da ni več tako vitalna, ki je bila. Evo, tlele jo razklal. Evo, noro. Evo, že kar malo okn. Zdaj pa še da vidimo dimenzije. Že več desetletij je znana kot najdebelejše drevo v Sloveniji. Evo, že leta 1969 je bilo 11,24. Zdaj greva pa na najvišja vrhova občin Mežica in Prevalje. Najprej greva v občini Prevalje na Goli vrh, ki je visok 1221 metrov. Nato greva pa še na Kranjčev vrh, ki je najvišja točka oziroma vrh občine Mežica in je visok cirka 1230 metrov. Sicer na karti piše 1226, ampak tam nekje, no. Se pravi, Goli vrh in Kranjčev vrh. Tako. Sva pa izbrala izhodišče nad Mežico. Zdaj sva seveda še v občini Mežica in izhodišče je za Šahman, se pravi Šahmanov bivak oziroma Šahmanov bunker. To verjetno domačin bolj poznate, midva ne. Tako da gremo mimo Šahmanovega bunkerja do najvišjih vrhov občin Prevalje in pa Mežica. Evo, prišla sva do Šahmanovega bunkerja. Da vidimo, če se da noter. Aha, to je z druge svetovne vojne. Zdaj sva sicer že malo zgrešila pot, ampak nama ni žal. Prišla sva na neverjetno razgledno točko. Evo. Pogled na Peco. Tale bo pa že... Ja, seveda, tale bo pa Raduha, pa Kamniško-Savinjske Alpe. Tamle, ko jaz zdaj kažem s prstom, je pa mesto oziroma vas Žerjav in pa Dolina smrti. Se pravi, tam, ko so kopali svinc pa cink. Evo, to je pa res noro lepa razgledna točka. Lahko rečemo največja znamenitost občine Mežica. Z tega razglednika sta se nama pokazala te dva najvišja vrhova. Tale bo Goli vrh, najvišji vrh občine Prevalje. Tist tamle, se pravi, po grebenu naprej, na koncu grebena je pa Kranjčev vrh, najvišji vrh občine Mežica. Prihajava na Goli vrh, najvišji vrh občine Prevalje, 1219 metrov. Ni več Goli vrh, verjetno je včasih bil.
še 100 let nazaj, ker je res predvsem mlado drevo je, tako da verjetno je bil gol včasih, ja, zdaj pa že dolg ni. Evo, zdaj pa v bistvu samo naprej po grebenu še na Kranjčev vrh, tako. najvišji vrh občine Mežica. Ja, evo. Se pravi na to stran, se pravi recimo proti severu je zdaj občina Prevalje, proti jugu pa občina Mežica. Goli vrh je na meji med obema občinama, ampak najvišji vrh občine Prevalje. Zdaj pa naprej na Kranjčev vrh. Majhen spusta, ampak lepa grebenska pot, sicer ni markirana, ampak super. Evo, še enkrat z te strani, tole je najvišji vrh občine Prevalje, Goli vrh. Čist malo naprej od Golega vrha se pa čudovit pokaže naša znamenita dolina smrti pri Žerjavu, se pravi tam, ko so kopali svinc pa cink. Vmesni vrh med Golim vrhem pa Kranjčevim vrhom je pa še Mučev vrh na 1214. Evo, tam naprej je pa Kranjčev vrh. Zdaj pa prihajava še na Kranjčev vrh, najvišji vrh občine Mežica, 1230 metrov. Evo, to je to. Tukaj pa ni nobene planinske oznake, ampak so pa evo, oznake meja. Pogled proti Prevaljam, prav, tudi Kranjčev vrh nima prav posebenega razgleda. Evo, na začetku poti smo bila pri Šahmanovem bunkerju, zdaj smo pa pri Šahmanovi koči. Lovska koča, lovske družine Mežica, Peca Mežica. Prišla sva do naravne znamenitosti občine Ravne na Koroškem. Evo, to je pa Ivarčko jezero, pa za njim najvišji vrh Raven na Koroškem, Uršlja gora. Evo, res čudovit jezer, pa zraven še Uršlja gora. Se pravi, vidimo naenkrat znamenitost, naravno znamenitost in pa najvišji vrh občine Ravne na Koroškem. Za zadnji najvišji vrh slovenskih občin v tem sklopu sva pa izbrala Uršljo goro, ki je najvišji vrh občin Slovenj Gradec in Ravne na Koroškem. Ja, za višino 1699 metrov. Se pravi, to je pa koroška lepotica. Izhodišče so pa izbrali Pratel Kapelic na 1045 metrih, se pravi tik pod pobočjem. Po 10 minutah so že prišla na tale največji travnik. Glede na to, da je precej vroče, bo zdaj kar malo trpljenja čez tale travnik, ampak dobrih 5 minut sva pa na drug stran, pa skozi gost do vrha. Tam zadaj je pa vrh Uršlje gore. Sva pri zadnji kapelici na pobočju Uršlje gore. Evo, pa se nam je pokazal že vrh s cerkvijo Svete Uršule, domom na Uršlji gori in pa televizijskim stolpom. Evo, še 5 minut pa sva na vrhu. To je vrh Uršlje gore. Ta točka je najvišja točka občine Slovenj Gradec. Zdaj občina Ravne na Koroškem ima pa svojo najvišjo točko tamle malo naprej, ki je prav planinski vrh. Tole je pač, do tega se v bistvu sploh ne da. Tamle pač je najvišja točka občine Slovenj Gradec, 1699 metrov. Ravne na Koroškem so pa tamle naprej. Tale vrh pred nama, se pravi drugi vrh, oziroma bomo rekli bolj planinski vrh Uršlje gore, je pa najvišja točka občine Ravne na Koroškem. Evo, takoj zadaj je pa najvišja točka občine Slovenj Gradec. Evo, ta je bolj planincem prijazen vrh. Gor pa zgleda ena šola. Jaz sem tudi mu šolski izlet na Uršljo goro. Ja, kakšne 30 let nazaj je bilo to.
Pa sva na najvišji točki občine Ravne na Koroškem pri križu. Evo, kar podobna višina, a ne? Pa tisti vrh. To je pa še cerkev na Uršlji gori, ki je pa seveda najvišje ležeča cerkev v Sloveniji na 1680 metrih. Evo, zraven pa dom na Uršlji gori. Zaključujeva potepanje po najvišjih vrhovih koroških občin. Če vam je bil video všeč, se naročite na YouTube kanal Raj na zemlji. Se včlanite v Facebook skupino Raj na zemlji in pofirkcajte na Instagram Raj na zemlji. Spremljajte naprej raziskovanje najvišjih vrhov slovenskih občin. Juhu. Čau. Čau.